Dobrodošli v moj brlog. Današnji video bo malce drugačen. Zakaj? Na te sem dobil tale simpatični gamerski mikrofon in pazi to, direkt od proizvajalca. Tako je, vaš Miha Umek postaja pomemben youtuber. V glavnem, fajn so mi na test poslali njihov novi A6V gaming mikrofon. In ker je to USB mikrofon, moram biti zraven računalnika, da lahko snemam zvok za ta video. Tako da vse, kar zdaj slišite, je zvok iz mikrofona. Ampak to ni čisti zvok iz njega. Sem ga obdelal, da dobim najboljšo možno kvaliteto za ta video. Kako se sliši brez popravkov, pokažem malce kasneje. Na začetku videa ste videli, kaj pride v škatli, tako da o tem ne bomo izgubljali besed. Mikrofon je plastičen, zelo lahek, nogice so kovinske, a dovolj robustne, da se mikrofon ne bo zvrnil, če ga po nesreči rukneš z roko ali pa s komolcem. Moti me to, da ima širok navoj in če si nabavite roko za mikrofon, ne pozabite na adaptorje navoja, saj ga drugače ne boste mogli našofati na stojalo. Jaz sem mogel to improvizirati, ker ima moje stojalo za mikrofon mali navoj. Tako da, duct tape for the win. Zraven dobiš 2 metra dolg USB kabel, tako da ne bo težav s povezavo, tudi če imaš računalnik na tleh. Mikrofon lahko uporabiš tudi na PlayStation 5, na Macu in na telefonu. Če imaš USB-C kabel, ga sam klopiš v telefon in že lahko snemaš svoj podcast. Ampak, ker je to gaming mikrofon, mora imeti RGB. Barvni odtenki se lepo prelivajo, ne moreš jih pa kontrolirati. RGB je namenjen tudi temu, da vidiš, da je mikrofon prežgan. Na vrhu ima gumb mute in ko ga pritisneš, se RGB ugasne in s tem veš, da mikrofon ni aktiven. Spredaj ima tudi pop filter, ki služi zmanjševanju zvoka plozivov, če imate mikrofon preblizu ust. Na njemu je narisan smiley in se ga lahko odstrani, če vas moti. Mislim, filter, ne smileyja. Mikrofon ima svoj shock mount, ki poskrbi, da razni udarci po mizi ne pridejo do samega mikrofona. Spodaj na dnu ima velik gumb za uravnavanje glasnosti. Tehnično je to kondenzatorski mikrofon 16 mm veliko kapsulo in s frekvenčnim razponom od 60 Hz do 18 kHz. To pomeni, da ne boste imeli tisti basovski zvok, ki ga slišite na raznih podcastih. Ampak to je gamerski mikrofon, namenjen je temu, da vas lepo slišijo vaši soigralci ali pa gledalci streama. Zato je bolje imeti bolj izrazite srednje tone, kot pa nizke frekvence, ki znajo biti moteče. Mikrofon ima unidirectional pattern, kar pomeni, da najbolje pobira zvok direktno, ko govorimo vanj. A vseeno, če ga imate na mizi in imate za njim klikajočo tipkovnico, kot recimo jaz, bo to kar precej slišati. Razen, če vklopite noise reduction. Ampak ta mikrofon nima nobenega programa zraven. Kako lahko uporabiš noise reduction? Enostavno, naložiš si SteelSeries GG in uporabiš Sonar. Kot sem že večkrat omenil v videih SteelSeries slušalk, je GG najboljši skupek kode za izboljšanje zvoka slušalk in mikrofonov ne glede na proizvajalca. V Sonarju izberemo mikrofon, mu uredimo IQ in vklopimo noise reduction, ki deluje odlično. Zdaj pa test zvoka. Najprej bomo poskusili mikrofon brez bilo kakih dodatkov, postavljen na mizo, kakor bi ga večinoma od vas imela. Kot slišimo, mikrofon pobira kar precej okoliških zvokov, kar je šumenje mojega računalnika in tipkanje po moji glasni tipkovnici. Ampak, ko vklopimo Sonar, se to občutno popravi. Zvok je prezenten, šumi računalnika zginejo, tipkanje tipkovnice skoraj ni več slišati in izkušnja vaših soigralcev ali gledalcev streama bo veliko boljša. A to je vseeno budget mikrofon, zato ne moramo pričakovati vrhunskega zvoka, ampak za 40 €, kot je trenutno cena na Amazonu, je veliko boljši od večine mikrofonov na slušalkah. Kaj vi menite? Bi vam tak mikrofon prišel prav? Če je vaš odgovor da, se morate obvezno naročiti na moj kanal, saj se bliža čas moje tradicionalne novoletne nagradne igre, v kateri bom med drugimi podaril tudi tak mikrofon. Tako da, like, share in subscribe. Mi pa se vidimo v naslednjem videu. Čau!